Audi pri svojih kabrioletih še kar vztraja s platneno streho. In prav je tako. Tudi po številki najmanjši kabrio ima. In kaj ne rečem, prav je tako. Takšna streha je lažja, enostavnejša in bistveno manj prostora vzame. Je pa res, da znotraj potem ni tako tiho, da je malo slabša izolacija poleti in pozimi. Ja, veliko je še prednosti in slabosti, ampak je več prednosti. Naprimer tale. Do hitrosti 50 km/h se lahko streha odpira in zapira. Malo kateri kabrio s trdo streho pusti kaj takšnega. In 17 sekund rabi, da se odpre. Streha se zdi zelo dobro izdelana, kar od Audija tudi pričakujem, predvsem pa nič ne škripa, ko je zaprta, kar me zelo jezi pri sicer cenejših kupé kabrioletih. Ja. V tehničnih podatkih sem prebral, da je od A3 z enakim motorjem kar 170 kg težji. Najprej šok, no, naprej sem bral, da je tudi 18 cm daljši. To je pa nekaj drugega. Vseeno, dodatna masa se sicer malo pozna v ovinkih, ko ni tako nevtralen kot krajši, se pa kljub temu odlično pelje in samo med pretiravanjem čutim, da je nos malo bolj trmast in mi še raje ravno. Zadek je lepo miren. Zaradi prirastka pri dolžini sicer potnike zadaj ne boste imeli ravno veliko prostora in če sem spet odkrit, peljite se raje sami oziroma v dobri družbi ene osebe. Za dva je tale avto idealen, sploh ker prtljažnik niti ni majhen. 320 litrov ima, če je streha dvignjena in če je tale predal pospravljen. Pa še zadnjo klop lahko zložite, če želite peljati kakšne smučke. Pri kabrioletih sem večinoma razočaran nad trdnostjo karoserije. Tukaj pa moram reči, da so odlično opravili svoje delo. Vse se čuti, da je brez strehe, ampak stresanja je tako malo v primerjavi s podobnimi avtomobili, to so verjetno postavili kar nov standard. In če potem dodam še odlično nastavljeno in ravno prav trdo, ter hkrati udobno blaženje, se zdi tale A3 kabriolet res odličen avto brez strehe. Na prvi pogled je mogoče hecna izbira le motor. Samo 1,4 litrski turbobencinski TFSI je notri z 92 kW ali 125 konji. Dejstvo je, da zadostuje za način vožnje, ki najbolj paše takšnemu avtu. Ni šibak, daleč od tega, ni pa nič posebnega, če mislite, da bo skočil, ko pohodite pedal za plin. Zato je tudi poraba zelo sprejemljiva. Okoli 7 litrov rabi na testu. Jasno, pri Audiju imajo na izbiro še veliko močnejše in celo 4-kolesni pogon. In vse to je drago kot žafran. Že tale z nekaj opreme stane skoraj 40 000 evrov, pa gre bolj ali manj za začetek ponudbe. Dizla sam nikoli ne bi izbral, ker so bencineri tako dobri. Če sem vozil še nekaj dni, pa mislim, da bom začel verjeti v to, da je ta motor dejansko najboljša izbira.